Ste vedeli, da kmetijske subvencije podpirajo nezdrav način prehranjevanja? V slovenskem prehranskem krožniku je priporočenih le okoli 18% živil živalskega izvora, v trajnostnem prehranskem krožniku le okoli 9%. Kljub temu pa gre v Sloveniji za živila živalskega izvora kar 80% vseh kmetijskih subvencij. Ste vedeli, da Slovenija zaradi načina prehranjevanja ne more biti samooskrbna? Rejne živali v Sloveniji pojedo kar 2-krat toliko žit kot ljudje. Čeprav bi lahko pridelali več kot dovolj žit za ljudi, moramo zaradi živinoreje veliko žit za prehrano in krmo še uvažati. Če bi hipotetično vsi Slovenci postali vegani, bi se v Sloveniji sprostila površina, na kateri se pridela 340 tisoč ton žit. Na tej površini bi lahko gojili stročnice, sadje, zelenjavo, žita za ljudi. Poleg tega pa bi nam ostali še pašniki, farme in travinje, ki bi se jih lahko tudi pogozdovalo. Ste vedeli, da goveje beljakovine porabijo 8-krat več vode od beljakovin tofuja? Ste vedeli, da imajo goveje beljakovine 25-krat večji toplogredni vpliv od beljakovin tofuja? Ste vedeli, da goveje beljakovine zahtevajo kar 75-krat več površin od beljakovin tofuja? Moje sporočilo bi bilo, da je zavedanje, da smo skupaj na tem svetu, skupaj z različnimi ljudmi, z različnimi živalmi, z različnimi bitji okrog nas, da je to za vse nas čudovito in čudovita priložnost in da niso tu živali za nas, ampak so skupaj z nami in je potem tudi bivanje z vsemi temi bitji okrog nas ena lepa izkušnja. Ker smo seveda danes na veganskem dogodku, je treba tudi poudariti, da ima naša prehrana vpliv na okolje, to je dejstvo. Mogoče se ekologi malo bolj ukvarjamo z vidikom zavržene hrane, ampak vseeno bomo in že poudarjamo, če bomo v prihodnosti tudi to, da je pač rastlinska prehrana tista, ki je boljša za naš planet. Ko delaš ti tak iz primera na primer, si moraš pač res eksplodirati, ni nujno, da si pripravljen, pač nimaš kapacitete delati tak stvari. Na drugi strani spektra bi jaz rekel, da je pač ozaveščanje, tukaj itak delamo vsi, ne? Kaj lahko storim in kako lahko s prehrano zmanjšam svoj okoljski odtis? V svojo prehrano lahko vključite več stročnic. Preizkušite novo vegansko imitacijo mesa. Poizkusite 4 rastlinska mleka in izberite najljubšega. Obiščete lahko kakšen veganski družabni dogodek. Pridružite se veganski Facebook skupini. Pojdite na vegansko kuharsko delavnico. Priporočamo vam, da se prijavite na brezplačen veganski izziv. Ne bojte se soje. Izdelki iz soje so zelo zdravi in okusni. Na splošno pa jejte več rastlin.